Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo 1. oktobra 2017 v Sloveniji 2.065.890 prebivalcev oziroma 271 prebivalcev manj kot istega leta meseca julija. Po statističnih podatkih od leta 2010 v povprečju naravna prirast prebivalstva upada. Večinoma beležimo tudi pozitiven selitveni prirast, torej se v našo državo priseli več prebivalcev, kot se jih iz nje odseli. Skupni prirast je tako od leta 1999 ves čas pozitiven in število prebivalcev narašča. Prav tako narašča tudi število tujih državljanov. 1. oktobra lani je bilo med prebivalci skoraj 6% tujcev, to je približno 120 tisoč oseb. Število tujih državljanov v Sloveniji narašča predvsem zaradi selitvenega prirasta, je pa tudi naravni prirast med njimi pozitiven. V občini Ljubljana od leta 2010 pada število živorojenih, kot tudi skupen naravni prirast, kljub vsemu pa je naravni prirast na 1000 prebivalcev 3,3%. Od leta 2013 je v Mariboru število živorojenih sicer nekoliko naraslo, vendar kljub temu je naravni prirast na 1000 prebivalcev v letu 2015 negativen in sicer -3,5%. Podravska regija ima pa kar večinoma negativen naravni in selitveni prirast, večino tega časa. Tako da je tudi skupni prirast večinoma negativen oziroma posamezna leta rahlo pozitiven, recimo. Začasni statistični podatki tudi za lansko leto v Sloveniji kažejo na upad naravnega prirastka. Čeprav pa je celotna stopnja rodnosti pod to teoretično mejo, ki je potrebna za naravno obnavljanje prebivalstva, teh 2,1 otroka na žensko. Zdaj mislim, da smo bili zadnja leta tam malo pod 1,6. Recimo dolgoletna serija podatkov o številu otrok v družini pa sicer kaže na rast deleža družin brez otrok ali pa družin z enim otrokom in hkrati upad deleža družin z 2 ali pa več otroki. Tukaj moramo vedeti, da je v ozadju cela vrsta metodoloških pa tudi drugih družbenih sprememb. Zato so te spremembe v družinah samo delno povezane s spremembami v rodnosti. Iz svetovne slike naraščanja natalitete so razvidne države, kjer so te razlike zelo velike. V Singapurju imajo 0,82 otroka na žensko, v Nigeriji pa ima ženska v življenju v povprečju 7,29 otroka. Po podatkih organizacije The World Bank pa opažajo, da vse povsod beležijo upad rojenih otrok. Po navedbah ekonomista v skandinavskih državah v zadnjih letih nataliteta narašča zaradi državnih finančnih pomoči staršem. Nekatere države spodbujajo in oglašujejo počitnice za spočetje otroka, kot recimo Danska. V Rusiji so uvedli uradni plodni dan in medtem ko v Singapurju dobi vsak par za prvega otroka nagrado v višini okoli 3600 evrov, za drugega pa malo manj kot 5000 evrov, je pri nas državna denarna višina pomoči ob rojstvu otroka 280 evrov.